Ojstrica se nam je pa že pokazala. Evo, Aleš je malo dešifriral. Živijo, živijo! Danes smo pa po dolgem cajtu v Savinjskih Alpah. Z mano sta Aleš pa Ema. Smo na planini Podvežak in gremo na desko, pa še na edino jezero v Kamniških Alpah. V obliki srčka je. Tako da pičimo. Letos pozimi me je Mitja peljal, sva krplala čez Leskoško planoto, danes bomo šli pa malo bolj levo, kot sem rekel, na deske. Zim je bil tlele veliko lepši razgled. Evo je planina Podvežak. Markacija nas pa popelja kele gor. Drugače smo pa štartali tam okoli 1500 metrov, tale planina je bila 1560, gremo pa na nekaj čez 1900. Tako da je ene 3 urce bomo hodili, je pa pohod po mojem za vse primerne, tudi za družinske izlete. Je pa fantastično. Tukaj treba sem spet prijeti, ker je toliko macesnov. Mi je že en od zvestih sledilcev, gledalcev, Janez mi je predlagal tole za jesensko turo, pa mi lanski dni znesel, letošnjo jesen pa nujno. Ful je dobro. Evo, Korošica desno, Aleš je pa navdušen, ki se tamle gor vidi potka direkt po soncu. Evo pa še kravice. Da bomo pa pašnike zapustili. Evo je Ojstrica. Kele bomo pa še zlezali. Evo, Aleš je malo dešifriral. Tamle imamo Kalški greben, pol se Grintov cvit, pa odzad smo rekli se Branavid, pa Planjava, pa vmes je tam je Kamniško sedlo. Pol smo pa tle, kaj smo že tole rekli, pa Ojstrica, tukaj zadaj
planina Korošica, tole pa Veliki vrh. To sta pa Aleš pa Ema. Ja, tlele smo gor prišli. Če pa tlele kar taka luštna planota, gremo še malo po razglede. Glede na to, da imamo kar nekaj cajta, oziroma da imamo več velik hodil. Je pa drugače tukaj tudi raj za turne smučarje, pa za krpljanje. Saj sem že rekel, da so pozimi z Mitjo tudi tlele krpljala in je res noro. Tle je pa en brezenček. Res mi ga vedno odpadeš. Tole naravna si velika planina vid. Tole je verjetno tle naravnost je Menina planina. Ja, neč, pa pojmo naprej. Ima pa Aleš, sem je malo šla, ko sem timelapse se snemal. Ampak mislim, da jo bom ujel. Kakšen lep smrkaz. Preden se spustimo do jezera, gremo pa še ta drug vrh tlele počekirati razgled. Ja, tam smo bili prej, zdaj pa gremo počas proti jezeru. Kako se lepo potke vidijo na sosednjem grebenu. Takole spod mora biti pa že jezerček. Evo ga jezer, pa Kučica. To pa še zadnje od visokogorskih jezer, ki bom obiskal v Sloveniji. Dobro pogledajte, ne? Ni glih čist srček, ampak spominja pa verjetno polet, ko imam vode, je bolj v obliki srca. Ima prav, da svisce vidite.
prav tako lepo pobočje tle nad jezerom. Polkne rošč se zdajle. Še lepa travica. Pa jezerce. Ful je dober tle. Tle je kar nekaj sviščevih lukenj. Lep razgled iz luknje. Dajmo naprej. In pa tole drugače, če se ne motam, lahko me popravite, edino jezero Visokogorsko, ki ni v Triglavskem narodnem parku. Zdaj pa v bistvu bomo po desni strani tole desko obkrožili pa nazaj proti izhodišču. Tukaj nazaj skoraj sigurno ni markirane poti. Bomo pa videli, kaj se zdaj še čez vidi. Če je kakšna lepa potka. Kar daleč dolgo. Ja, tamle se vidi potko, pa tamle dol, pa pod steno, pa okoli. Ema že nasprotuje. Naravno se pa velika planina vidi. Ja, bom približal malo. Tik-tak bomo dol. Polovico izlete družinskega, drugo pa adrenalinskega. Nemo je kar precej strah, ampak je zmogla tle čez brez večjih težav. Tukaj je še en košček, ki malo izziva. Ta del zna biti še malo adrenalinski za tiste, ki imate strah pod višino, ampak Ema je zmogla. Evo, Aleš se je vmislil malo pavzice s pogledom na veliko planino. Zdaj mora pa po zimu orang plazovi šopa dole. Prav neverjetno pravi skozi, zdaj nazaj. Zdaj pa da vidimo, kje bomo ven prišli. Ampak nekje na planini smo. Tamle skozi dreve smo videli planino v tistele smer, ki gre tudi vlaka, tako da če ne drugega bomo na cesto prišli. Tam, ko smo prišli iz potke na vlako, tam bi mogli drugje, oziroma bi mogli najti, kje gre potka naprej, ko smo šli pa po vlaki. Zdaj pa vlak nas po drugo smer pelje, ker imamo avto, tako da smo se kar odločili, da bomo kar po gozdu dol vsekali, pa pridemo na cesto, pa pol avto najdemo.
Prišli smo na precej lepo vlako in zdaj bomo sledili do planine Podvežak, pa dol do avta. Evo planina Podvežak, zdaj bomo pa desno zavili, pa smo na poti, po kateri smo prišli. Evo. Kaj je lepo. Vsi smo veseli. Pred zaključkom pa tako, ga se spodob, se gremo še malo frišati, kot smo bili po teh koncih. V Savinjo drugače. Evo, mi se počasi bližamo koncu še enega izleta. Mogoče malo več, kot sem pričakoval. Verjetno smo ene 4 urce rabili na Mastri, ampak je pa tudi res, da se nam nič ni mudil. Ta prvi del, čist res tak družinski izlet, pa ta za nazaj pa mogoče na ene parih mestih malo izpostavljen, ampak če ste navajeni hoje v Visokogorju na Opanike. Je pa ful lepo bilo, jaz sem ful užival in sigurno bom še sem prišel. Ena muha mi je prišla čez ekran. Sigurno bom še sem prišel malo raziskovati. Moja dva sotrpina, uživača. Super bilo. Ja, res čaroben gost, ful se splača, sem gor v te konce prijeti in naj se tukaj nikjer nikogar ne srečaš, razen ful krav, ful mravec smo bili na poti. Res čaroben, tako da priporočam. Super, če ima tako prav, pa je to. Nič, lep pozdrav na streh, pa se kmalu vidimo. Čau!